Takole vam moram pokazati masko, da si lahko predstavljate, kakšna pošast stoji za mano. Vsaj na videz. Ampak ne grize. Hibridni Lexus RX 450H je dejansko še preveč krotek, ko ga enkrat spoznaš. Izgleda pa res agresivno. S to pompozno masko in s temi zašiljenimi lučmi deluje, kot da ga je oblikoval navdušenec nad origamijem. No in zato imate ljubitelji dragih in prestižnih SUV-jev velik razlog za veselje. Če želite izstopati, seveda. Ni pa izgled edini razlog za RX. Prvi je, da je hibrid, kar je v tem segmentu še vedno dokaj redko, čeprav tekmeci kar veliko delajo na tem. In zato sem morda ravno na tem področju malce razočaran, da Japonci v takšen avtomobil ne vgradijo večje baterije, ker pri masi 2,2 tone in pri ceni vsaj 70 tisoč evrov tista dodatna baterija oziroma večja baterija ne bi naredila tako velike cenovne razlike. No, točno tale zelo bogato opremo stane celo 92 tisoč 400 evrov. Vžge se kot vsi, tiho pač. Spelje na elektriko in če je baterija dovolj polna, stopalka za plin samo pobožana, bo prevozil kakšen kilometer ali pa 3 v čisti tišini. In ko ravno v tem miru začnem uživati, se vklopi še glavni motor. K sreči gre za 3,5 litrski šestvaljnik, kar pomeni, da lepo grgra, da je zelo miren pri nizkih vrtljajih in da lepo zapoje pri visokih. Ampak tudi rad pije. Bencin, jasno. S povprečno porabo okrog 10 litrov se ne zdi ravno čistun, je pa res, da v mestu poraba hitro pade in tam je njegova učinkovitost dejansko najboljša. Za dolge proge pa vem, da boste raje izbrali katerega od tekmecev s dizelskim motorjem, ker ima tale tudi majhno posodo za gorivo in zato majhen doseg. Samo okrog 600 km lahko prevozite z enim tankom, no, za v mesto je pa super. Tudi pri tem hibridu je po Toyotini navadi neskončno stopenjski menjalnik, kar pomeni dvoje. Precej dobra odzivnost in učinkovito pospeševanje, po drugi strani pa več hrupa, kot bi ga pričakoval od takšnega fancy avtomobila. Ampak moram še enkrat poudariti, vozniki hibridov so načeloma precej umirjeni ljudje in zvoka motorja niti ne bodo slišali, ker je zvočna zatesnitev sicer odlična, navdušence pa tudi ta zvok šestvaljnika ne bo motil. Voznik lahko prestavlja sam, je pa tale vidna prestavna kulisa že zelo za časom. Notranjost je zelo zanimiva. Pri tem res bogatem paketu opreme je veliko usnja, audio sistem je vrhunski, sprednja sedeža sta zelo udobna in glede na mere avtomobila je počutje tule spredaj zelo gosposko. Je pa zaradi posebne oblike znotraj vseeno manj prostora kot pri nekaterih drugih tekmecih. Sploh prtljažnik je precej nizek. Za volanom imaš občutek, da voziš res konkreten stroj, ker bo kupcem tovrstnih avtomobilov zelo všeč. Tudi kup nastavitev in sploh tale ogromen zaslon jih bo navdušil. Prav nič pa tale neroden sistem upravljanja z nekakšno miško. Ja, Japonci včasih res brez veze komplicirajo. Osebno mi niso všeč niti elektronsko pomična zadnja vrata in naslonjala klopi, ker vse skupaj deluje tako počasi. Vem pa, da boste nekateri na tem naravnost navdušeni, da se vse skupaj premika zgolj s pritiskom na stikala. Ampak, ko ga primerjam s predhodnikom, se mi največji napredek zdi ravno pri voznih lastnostih. Avto je po občutku veliko bolj udoben in se še vedno lepo pelje v ovinkih, ni toliko stresanja, kot sem ga običajno vajen pri velikih SUV-jih. Volan je sicer kar odziven, se pa poznata masa in višina med hitro menjavo smeri, ko je občutek malo bolj spužvast in nos sili naravnost ven. Vseeno je kljub videzu tole eden najbolj umirjenih tovrstnih avtomobilov in morda ravno zato deluje malce hecno. Po eni strani bo večina od njega pričakovala veliko športnosti, dobila pa bo zelo umirjeno in drago cestno križarko.